Dragi učenci in učenke, spoštovani mentori in mentorice, prisrčno pozdravljeni na naši šoli osnovni šoli v Berlini, ker že tretjič zaporedoma poteka državno tekmovanje v znanju matematike. Dobrodošlico za vaše dobre počutje danes dopoldan so vam pripravili naši učenci razredne stopnje pod mentorstvom učiteljic Petra Frančižnik in Bernarda Bernard. Želim vam, da bi tekmovanje potekalo zelo dobro, najmanj tako, kot ste si želeli, ko ste se pripravljali doma, v šoli in upali, da boste rešili te naloge kar najboljše. Matematika je res zelo pomemben predmet in ni za vsakega. Za tiste, ki jo imajo pa radi, je pa nekaj najlepšega. Torej še enkrat vam se vsem želim dobro počutje in uspešno reševanje nalog. Na koncu pa bi med nami še toplo pozdravila gospoda Petra Žoreja, predstavnika Društva matematiko in fiziko Slovenije, ki bo tudi povedal nekaj kratkih besed. Hvala. Najprej hvala gostiteljici za prijeten sprejem. Vsem skupaj pa prijeten pozdrav, posebej našim tekmovalcem, učencem in še posebna zahvala seveda mentorjem, ki jih pripravljajo vsako leto na ta tekmovanja in skupaj z njimi držijo pesti za čim večji oziroma čim lepši uspeh. Torej, izkoriščam to priložnost za veliko zahvalo v imenu Društva matematiko, fiziko in astronomov Slovenije. Želim vam, kot že rečeno, čim lepši uspeh in pa, da preizkusite svoje veselje, da najdete nove iskrice in nove spodbude za kakršnokoli uporabo matematike, kajti uporabljamo ali pa uporabljate jo skoraj da neprestano, tudi tam, ko mislimo, da je ne. In matematika je v različnih vrsteh, razen teh, ki jo vidite v šoli, tudi takšno, ki se uporablja v vsakdanjem življenju, pa je včasih nam nevidna. Vam pa se, če ste se vsaj malo pripravljali, oziroma če so vas mentori malce usmerili, odstirajo tudi manj znana področja, zato še enkrat veliko veselje in uspeha in pa seveda hvala za tako veliko udeležbo. Upam, da bo ta tekmovanja še naprej vzdržala. Lep pozdrav. Vodja današnjega tekmovanja je tudi letos gospa Janova Kmekovar, ki mi je podala naslednje navodilo. Nadzorni učitelji se boste zbrali v knjižnici, to je na tem prostoru tukaj zraven. Vsi ostali pa ste vabili na zbornico, kjer boste malo poklepetali, se malo osebili, odpočili in počakali učence, da rešijo naloge. Po končanem tekmovanju smo za vas pripravili kosilo, ki je v jedilnici, tako da tisti, ki boste zaključili, lahko po tekmovanju odidete v jedilnico, to je naravno v srednjem jeziku, pojeste kosilo in seveda se odpravite tja, kar boste želeli. Tisti mentori, spremljevalci, ki bo v tem času reševanja nalog radi šli malo po mestu, pa boste posmerili prvi samogonu in blizu proti centru, kjer se lahko ogledate staro mestno jedro. Torej, srčno pozdravljam še enkrat in veliko uspeha.